Pozdravljeni v oddaji Skok v šport. Rokometaši ekipe Herc Šmartno so na lep način sklenili jesenski del prvenstva v elitni NLB Leasing ligi. V pomembni tekmi so v dvorani Pungart pred okrog 300 navijači gostili Maribor Branik in ob polčasu zaostajali za 4 gole, v nadaljevanju pa zmogli preobrat za zmago z izidom 34-33. Odločilni zadetek je dosegel Andraž Justin, ki je bil ob Matevžu Kunstu in Tilnu Strmjanu med najbolj učinkovitimi pri domačih. Šmarčani so jesenski del sezone sicer zaključili na zadnjem 10. mestu, a tekmeci v boju za obstanek so ostali na dosegu roke. Sledi nekaj tedenski prvenstveni premor, v katerem bodo ljubitelji rokometa spremljali Evropsko prvenstvo na Hrvaškem in navijali za slovensko reprezentanco. Več o aktualnem trenutku Šmarčanov pa nam bosta v nadaljevanju oddaje povedala trener Filip Gradišek in prvi strelec Tilen Strmljan. Prvi del sezone so s tekmami 13. kroga sklenili tudi v prvi B ligi. Najbolj prešerno je bilo v Taboru Rudarja. Trboveljčani so v Polaju gostili moštvo Radeče Papir Nova in po negotovi in izenačeni tekmi tesno slavili v prestižnem lokalnem derbiju. Za končnih 28-27 je poskrbel najboljši strelec tekme Jan Hočevar, ki je zadel z 9 metrov po koncu rednega dela. Za največje negativno presenečenje so poskrbeli Dolani. Na domačem parketu so izgubili z letos skromnim Jadranom iz Hrpelj. V domači vrsti sta ob porazu z 31-34 zadovoljila le vratar Žiga Seme in Matic Grušovnik z 11 zadetki. Razpletu primerno tudi logično vprašanje trenerju Tadeju Simončiču. Grenak poraz. Kaj je bilo vzrok? Ne vem, v nas samih, v samem pristopu. Več opozarjati igralce ne morem. V samem štartu si videli, da nismo pravi, mogoče tam si tudi povedali 5-1, 2-7 metrovke. Pa ko želiš, žal ne gre, poškodba Klepsa, bolezen Brileja. Če nismo komplet, izgleda, ne delujemo homogeno, ampak želeli smo si in ni šlo. Ampak ne glede na vse težave, tekmo ste izgubili v obrambi. Sigurno, če dobiš doma 34 golov, to smo izgubili v obrambi, ne glede, da je golman solidno odbranil. Jaz mislim, da več kot se pravim. V obrambi je bil ključ poraza današnje tekme. Eden od dveh derbijev kroga je bil na Ptuju, kjer je Drava gostila vodeči Sviš. Tekma se je končala z delitvijo točk, končni izid je bil 33-33. Za jesenske prvake iz Ivančne Gorice je Simon Stopar zabil 8 golov. Prvouvrščeni Sviš ima po polovici prvenstva 22 točk, Dol THI Hrastnik je tretji z 18. Rudar je na 7. mestu, Radeče pa so 11. v 14-članski ligi. Prvenstvo se bo nadaljevalo februarja. Košarkarji Hrastnika so v tekmi 8. kroga vzhodne skupine 3. lige gostili Mariborski Branik. Po rednem delu sta bili ekipi poravnani, v podaljšku pa so bili gostitelji boljši za končno zmago 87-85. Izkušeni Gašper Rovnik je bil s 23 točkami najboljši akter razburljivega srečanja, v katerem so se Hrastničani uspeli oddolžiti za poraz v prvem delu prvenstva. Zasavci imajo po 8 obračunih 5 zmag, kar je dovolj za trenutno 4. mesto. Slabše so jo odnesli košarkarji Zagorja. V 6. krogu vzhodne skupine 4. lige so gostili Brežice in ostali praznih rok, čeprav so iste tekmece na začetku prvenstva visoko premagali v gosteh. Posavci so v Zagorju zmagali z izidom 63-55. Martin Kosin s 14, ter Žan Kos in Blaž Božjak s po 12 točkami so bili premalo za Zagorjane, ki so s polovičnim izkupičkom po 6 tekmah ostali na 2. mestu. Smučarski skakalec Andraž Pograjc je v soboto in nedeljo nastopil na 2 tekmah celinskega pokala v finski Ruki. Na prvi v soboto je zasedel 23. mesto, precej bolje pa mu je šlo v nedeljo, ko je bil 10. Nedeljsko tekmo je sicer dobil Jurij Tepeš, slovenski uspeh je z 2. mestom dopolnil Žiga Jeler. Katja Požun ni odpotovala na 2 preizkušnji svetovnega pokala v nemškem Hinterzartnu, saj se je po nasvetu strokovnega vodstva reprezentance posvetila treningu. V soboto je v Zagrebu potekal tradicionalni kickboxing Croatia Open. Privabil je 631 tekmovalcev iz 88 evropskih klubov, udeležili so se ga 3 mladeniči zagorskega Pondokvana. V konkurenci mlajših kadetov do 32 kg sta na 3. stopnički stala Nejc Ostrožnik in Rok Sejdi. Nejc je bil 3. tudi kategorije više, v konkurenci do 37 kg. Jaka Kmet se je zvrstil med 5. in 8. mestom v kategoriji mlajših kadetov do 42 kg.
trboveljski dvorani Polaj je NK Rudar pretekli konec tedna organiziral 14. memorial Mojimirja Brečka, namenjen mladim nogometašem. V soboto se je v kategoriji U10 predstavilo 16 ekip, med njimi vsi klubi iz zasavske regije. Prvo mesto je pripadlo moštvu Gbrine Grosuplje, v finalu je bilo boljše od domačega Rudarja. V nedeljo se je v kategoriji U13 prav tako udarilo 16 moštev, slavil pa je ljubljanski AŠK Bravo, v finalu je ugnal novomeško Krko. Od mladih nogometašev pa k tistim malo starejšim. V zimski veteranski malonogometni ligi so odigrali tekme 5. kroga. Izidi so na vaši desni, na lestvici pa kljub tokratnemu remiju še naprej vodi ŠD Prapreč s točko naskoka pred ekipo Jerry ZGD in 3 pred ŠD Čovnišče. V varstveno-delovnem centru v Zagorje je potekal turnir za prehodni pokal ETV v namiznem tenisu. Turnir, ki se ga sodelavci naše televizije z veseljem udeležimo, je tudi del družbeno odgovornega udejstvovanja. Uporabnika VDC-ja Adi Hasinović in Toni Kosec sta bila premočna nasprotnika. V zelo izenačenih posamičnih dvobojih je bil rezultat poravnan na 2-2, v igri dvojic pa sta pokazala svojo igranostjo premoč in gladko zmagala. Tako je pokal za naslednje leto shranjen v vitrini varnostno-delovnega centra v Zagorju. Kot obljubljeno, v nadaljevanju oddaje sledi pogovor s trenerjem rokometašev Herc Šmartnega Filipom Grdiškom in prvim strelcem ekipe Tilnom Strmljanom. Spet ni več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale toliko počas loada. Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga porabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Evaja Trojčka, ne? Bo kar takoj poklical. Evaj Trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. Evaj, z vami že več kot 50 let. V prazničnem decembru v podjetju EVJ Elektroprom poskrbimo za enostavne ali zahtevne novoletne okrasitve z avtodvigalom do višine 24 metrov. Za kable, okrasne lučke in ves potreben material poskrbimo mi. V EVJ Elektroprom imamo v ponudbi tudi več zelo velikih naravnih smrek višine od 3 do 10 metrov. Pokličite EVJ Elektroprom in sosedje vam bodo zavidali. EVJ, z vami že več kot 50 let. Pozdravljeni v drugem delu oddaje. Herc Šmartno letos po 5 letih spet nastopa med slovensko elitno rokometno druščino. Po polovici sezone je moštvo na dnu lestvice prve NLB leasing lige. Obstanek v ligi, kar je bil glavni cilj pred začetkom sezone, je še vedno zelo dosegljiv, saj so konkurenti po točkah blizu Šmarčanom. Več o poteku prvenstva in o načrtih za prihodnost pa nam bo povedal trener Filip Grdišek. Lep pozdrav oddaji. 14 tekem, 6 osvojenih točk. Če orišemo, Slovan ima 2 točki več, Dobova prav tako 2 točki več. Na koncu sezone izpadeta 2 ekipi. Obstanek je še vedno dokaj realna opcija oziroma zelo realna opcija. Je to za vas imperativ? Načeloma, bom rekel, zdaj je ratov malo imperativa, ker pred začetkom sezone nismo vedeli, kaj bi pričakovali od same lige. V bistvu smo dali fantom neko možnost, da se dokazujejo v ligi više. Niti nismo vedeli približno, kam gremo, niti kako bomo funkcionirali v tej ligi. Ampak zdaj, na koncu, po polovici sezone, ko potegnemo črto, praktično lahko vidimo, da se kosamo z ekipom v tej ligi. Pač 6 točk, ki smo jih osvojili, bom rekel, je več od pričakovanega, kot smo pred sezono načrtovali. Po drugi strani je pa manj, kot smo pa potem videli, da lahko iztržimo iz te lige. Tako da bom rekel, da smo v nekem, bom rekel, pol občutku. Smo zadovoljni, kar smo dosegli, ampak v zadnji še vedno prihaja, da bi lahko mogoče še kakšno točko imeli več. Glede na to, da ste prvi ligaš, mogoče si kdo predstavlja, da ste popolnoma profesionalen klub, da imate fantje, ki se ukvarjajo samo z rokometom. Kako bi vi ocenili vaš igralski kader, kako se trenira v primerjavi z ostankom lige? Tako, če v sami sestavi ekipe rečemo, prvo zadevo je to, da se je ekipa blazno spremenila glede na ekipo, ki je prišla v prvo ligo.
Moram reči, da tukaj se pozna predvsem odsotnost Aleša Šmejca, ki je zaključil svojo športno pot kot tekmovalec in se bolj posvečal zdaj trenerski vlogi. Tukaj je prvi minus, kjer smo izgubili neko rutino, kjer smo izgubili njegove bogate izkušnje na igrišču in tudi kot, bom rekel, enega liderja. Potem praktično smo izgubili, bom rekel, dva zelo pomembna člena. To sta Luka Poglajen in pa Žan Pregelj, ki sta bila nosilca v prejšnjih letih. Sploh Žan je bila tudi neka perspektiva za sam šmarski klub, za v bodoče, kjer se je poškodba izkazala za bistveno hujšo, kot smo po začetku pričakovali, tako da je šel fant na operacijo in tudi verjetno bolj ne zaključil svojo športno pot. Luka Poglajen pač je zaključil zaradi službenih obveznosti, pa zaradi pač kariere v drugem planu, kar se pa spet nanaša na tisto, kar ste me prej vprašal. Oziroma, tako bom rekel, no, posledično pa smo izgubili še Jaka Tavovca čez sezono, ki pa je še četrti nosilc. Tako da dejansko praktično štiri prvotimske igralce, ki so pripeljali to ekipo v prvo ligo, smo izgubili. Nadomestili smo z dve mladincem iz Cela, to sta Matevž Kunst in pa Anže Dobovičnik. Gre za posojena igralca. Za posojena igralca, seveda. Smo pa popolnoma amaterska ekipa. Ta primerjava med prvo B in zdaj prvo A oziroma prvo NLB Leasing ligo, kje so glavne razlike? Za vas kot trenerja v pripravi na tekmo, je tole fizika, hitrost, moč ali so tudi taktične zadeve, psihološka priprava? Kje so glavne razlike, če se vrnete recimo leto dni nazaj, ko ste ekipo pripravljali za neko tipično tekmo prve B lige in sedaj, ko ste med elito? Je kar ogromna razlika, predvsem je razlika v taktiki, v fizični pripravi, v tem, da smo šli nekam, kar ne vemo točno, kam greš. Pač toliko časa smo bili v prvi B ligi, da dejansko poznaš vsakega igralca v tej prvi B ligi. V prvi A ligi je malo drugačne. Imajo več izkušenj, so hitrejši, so močnejši. Bom rekel, ti igralci so neka stalnica v prvi ligi. Tako da bom rekel, en skupek vsega, ne. In fizična priprava, ki se ne da narediti čez noč, pač je proces, ki traja leto pa pol do dve, da prideš na nek nivo. Psihološka zadeva, ki pa je pri tej mladi ekipi, bom rekel, čist odvisno iz tedna v teden. Enkrat so na vrhuncu, enkrat so v podnu. Sploh po nekih porazih, po konstantnih porazih je zelo težko motivirati ekipo v neko tekmo, ki je zelo pomembna mogoče v tistem trenutku, da odigrajo najboljš možno, če to pač tedne in tedne se nalaga in se je težko motivirati v tistem trenutku, ko veš, da ti ne gre nič praktično od rok. Tisto tekmo pa je treba pač potegniti maksimum in tam ponovadi padamo na tem segmentu. Ampak to pride s časom, to je proces, ki traja pravim leta, da prideš na nivo, kjer pač lahko funkcioniraš kot en tak, bom rekel, športnik vrhunski. Spomladi torej po obstanek, omenili ste že finančne zmožnosti, ki niso ravno bajne, sploh ne v primerjavi s konkurenco. Kaj lahko storite po zimi, da okrepite kader? Okrepili kader definitivno ne bomo. To je dejstvo, ker tudi nismo sposobni finančno tega narediti. Ker, kot sem rekel prej, mi smo dobili na posojo Matevža pa Anžeta, ker dejansko tu je naš domet. Ne, se pravi, naš lastni kader plus mogoče kakšne fante, ki si želijo igrati rokomet, pa mogoče v svojih sredinah nimajo te možnosti, da bi se dokazali. Mi pač jim damo to možnost, da se dokažejo in s tem popolnjujemo naš kader, da bi pa finančno nekaj vlagali, je pa nesmisel in tudi ni realno stanje našega kluba. Kar se pa tiče drugega dela, pač zdaj smo vsi skupaj videli, pač zakaj se gre, kakve so ekipe, kaj nam fali, kaj moramo še izboljšati.
Tako da jaz pravim delo in pač druge variante ni, pa želja fantov, da se dokazujejo iz tekmo v tekmo, ker v bistvu to je naš cilj, da jih usposobimo za, bom rekel, višji nivo, da grejo Šmartnega v boljši klub, pač da zdaj letos imajo šanso se dokazati v prvi ligi, tudi da pač prva liga vidi, kakšen kader imamo, oziroma kakšno ekipo imamo, kako so fantje sposoben. Zdaj pa je to odskočna deska. Tisti, kjer hoče vzeti, bo pač vzel in bo šel naprej. Pač nekateri bojo potrebovali še več cajta, da se dokazujejo. Pravim, smisel tega kot športnik ti je vedno, da greš stopničko višji. Ne, da stagniraš na enem in istem nivoju, ampak da se dviguješ čez kariero čim višji. Potem pa vsakega posameznika odvisen, kam seže, pa do kje lahko pride. V Šmartnem je rokomet doma, to definitivno lahko rečemo. Rokometni klub je paradni konj športa v občini. Kako okolje sprejema vaše nastopanje v prvi ligi, vaše igranje proti najmočnejšim klubom v državi? Tako, no, bom rekel, paradni šport, bom rekel, smo, ja, bom rekel, bolj na udaru, ampak v Šmartnem je še tekvando, kjer Frank dela zelo dobro, bom rekel, fantastično, je še tukaj športno plezanje, kjer tudi Nejc Peterlinov dela odlično, z mladimi mogoče ni tukaj izpostavljeno, kakor pa mi, ko bom rekel, da je kar na nivoju, mislim, da je zelo na nivoju, ne, zadeva, no, mi smo majčkeno bolj zdaj izpadali ven iz tega, mogoče smo majčkeno bolj na udaru, ampak baziramo pač na domači bazi, se pravi Šmartno kot Šmartno, pač imamo poštivano, tako sem prej rekel, od osnovnih selekcij do članske ekipe, ampak nam je prioriteta mladinski pa otroški pogon. Če drugače vprašam, se v Šmartnem čuti, ko je zvečer tekma? Ja, tako bom rekel, jaz upam, da bo čedalje bolj, ker tudi tako pride, kakor so porazi pridejo, tudi posledično folk začne, oziroma publika tudi majčkeno odpadati po eni strani, ne. Ampak, kakor stopnjuješ tempo, potem tudi publika začne prihajati. Zdaj, dosti odvisen od nas. Če bomo mi kazali neke, bom rekel, borbene, dobre igre, potem tudi bo publika prihajala. Če zapadeš v nek segment porazov, ki so en za drugim, potem tudi ljudje pridejo, ne pridejo radi gledati tega, kar enostavno vejo, že če bo skupaj, bom rekel, grejo radi drugam pogledniki, ne. Jaz upam, da bomo vlekli še naprej, da bomo bili še boljši, da bomo še bolj borbeno igrali, da bomo bili še bližje temu cilju, ki smo si ga zastavili in posledično tudi ljudje, da bojo, oziroma publika, da bo prišla gledati predstave fantov, ki bojo upravičili pač njihovo zaupanje pa njihov prihod na tekmo, ker v bistvu to je pa cilj vsega skupaj. Dobre igre na terenu pa, bom rekel, polna tribuna in to je bistvo športa po mojem. Greva na kratko še malce na reprezentančno sceno. Pravkar se je zaključilo svetovno prvenstvo za ženske, v kratkem sledi Evropsko prvenstvo za moške na Hrvaškem. Četa Veselina Vujovića, sicer vašega konkurenta tudi v ligi na klopi Kopra. Kaj pričakujete? Pričakujete, da lahko fantje ponovijo morda uspeh z lanskega svetovnega prvenstva in 3. mesto? Jaz bom tako rekel, vse bo odvisno od poškodb, s kako ekipo bomo šli na prvenstvo. Na samem prvenstvu je pa zelo težko nekaj napovedati, ker pač forma ekipe, ki prihaja tja na prvenstvo, je čisto odvisna od štarta, od, bomo rekel, sredine tekmovanja, pod zaključka tekmovanja. Jaz mislim, da če bojo igrali borbeno, če bojo pokazali to, kar so do zdaj pokazali, ta način igre in pa način pristopa, je vse možno. Tako so zdaj dokazali, praktično noben ni verjel, da lahko ta ekipa doseže tak rezultat, pa so na koncu presegli vsa pričakovanja in naredili fantastičen rezultat. Tako da jaz mislim, da tudi letos, oziroma na tem prvenstvu, da bo motiv in želja na najvišjem možnem nivoju, sploh ker je tu blizu in tudi publike bo ogromno iz Slovenije. Tako da mislim, da to je en velik plus iz tega vidika. Kam lahko posežejo reprezentance, pa težko napovedati. Jaz pravim, naš domet je tam okrog
bom rekel, od 5 do 10 realno, kar bo pa več, je pa to, bom rekel, izjemen uspeh. Mislim, to je moj videnje tega. No. Jaz upam, da bojo šli čim višji, ampak tudi tam okrog 5. do 10. mesta, pa če neka, bom rekel, realna ocena. Potem je odvisno od samega prvenstva, kaj se bodo naredili, pa kako bodo igrali. Še zadnje vprašanje, nekaj besed o našem naslednjem sogovorniku, vašem varovancu Tilnu Strmljanu. Kaj lahko poveste o njem? Sam najboljši. Bom rekel, da poteza oziroma odločitev, ki jo je sprejel, da je prišel v Šmartno, je bila, bom rekel, in za nas in za njega, bom rekel, zelo vredno. Tilen je dokazal tokom teh 2 let, da je pravi športnik, da je, bom rekel, delavec, da ve, kaj hoče do rokometa, ve, kaj hoče od življenja in tudi dokazuje z, bom rekel, vsakotedenskimi predstavami. Tudi letos mogoče je padel v težje čevlje, bom rekel, drugačno vlogo, kakršnem je pa lanskrat, ker je prevzel tudi nasledstvo od Aleša Šmeca in je tudi... Breme je malce večje letos. Ne malce, ampak kar precej večji. Je precej večji, kot pa lanskrat. Tako da se tudi letos še navaja, mogoče majčkeno v to novo vlogo, ki mu tudi še mogoče ni pisana čisto na kožo, ampak počasi bo tudi to šel čez. In upam, da bo počasi prerasel šmarsko okolje in da bo šel na nivo prve lige in bil neka konstanta v prvi ligi. Potem pa upam, da bo tudi šlo še dalj, ker nedvomno je pokazal svoj talent in svojo voljo in svoj osebni cilj in dokazuje tudi vsak teden. Filip Gradišek, hvala lepa za pogovor in v nadaljnjem veliko uspeha na in izven igrišč. Hvala lepa za povabilo. Sedaj je z nami Tilen Strmljan, trenutno drugi strelec prve NLB Leasing lige in član mlade reprezentance Slovenije. Pozdravljeni v oddaji. Živijo. Po polovici prvenstva imate 6 točk, ste jih pričakovali več? Ja, res je. Trenutno imamo 6 točk. Lahko rečem, da z nekaj sreče lahko imeli tudi kakšno več. Predvsem nam je žal tekme doma s Slovanom in z Dobovo, kjer smo nekako razpadli, nismo bili ta prav. Potem tudi od zunaj v gosteh pri Dobu in Slovanu bi lahko dobili pri obeh 2 točki, ampak smo obe remizirali. Mislim, da je bila kriva tu ta nezbranost v zadnjih minutah, ampak moramo naprej še trdo delati in na koncu bomo videli, če bo to dovolj za obstanek. Kaj pričakujete v nadaljevanju prvenstva? Se vam zdi igralski kader dovolj kakovosten, da si zagotovite? Ja, igralski kader je takšen, pač kakršen je. Ta ekipa je prišla v to prvo ligo, zato smo si tudi zaslužili. Lahko rečem, da glede na to, da 4 igralci iz lanske sezone ne igrajo letos, igramo praktično ekipa je sestavljena na novo, igramo kar dobro. Manjka nam tista konstanta v zadnjih 15 minutah, vendar če to odpravimo, mislim, da bo tudi rezultat prišel in da bomo obstali v tej ligi. Lani ste bili najboljši strelec prve B lige, letos vam gre odlično tudi med elito. Kaj so največje razlike med prvo B in prvo A? Največja razlika je definitivno ta fizična pripravljenost nasprotnika. Igralci v prvi ligi so bistveno močnejši. Tudi sama priprava je drugačna na tekmo. Trenerji, igralci nasprotnih ekip se na nas dosti bolj pripravljajo, tako da je definitivno težje za nas igralce, ampak se pravim, s trdim delom bomo tudi to odpravljali te napake in bomo prišli in obstali v tej ligi. Vi individualno ali opažate, da glede na to, da ste prvi strelec ekipe, vam trenerji nasprotnih ekip posvečajo kaj več pozornosti, kako reagirate na to? Ja, definitivno se bolj posvečajo sami moji igri, ampak nekako skušam tudi svojo igro malce prilagoditi, zamenjati kakšne stvari, elemente v igri in tako odgovoriti na njihovo pripravo.
na samo igro. Do leta 2015 ste igrali za Trboveljski Rudar, tam ste preživeli nekaj lepih sezon. Trboveljski klub se je v zadnjih 2 letih uspel ustaliti med prvi beli gaši. Kaj spremljate, kaj se dogaja v Trbovljah in vas veseli trenutno stanje? Ja, definitivno me veseli stanje v Trbovljah. Vsi vemo, da je iz 2. oziroma 3. slovenske lige v 2. slovensko ligo težko priti in sem zelo vesel, da jim je to tudi uspelo. Na Trbovlje imam res lepe spomine, tudi veliko prijateljev imam iz tam, saj sem ne nazadnje 8 let, mislim, da preživel v Trbovljah. Kar se tiče pa spremljanja same prve B lige, tudi spremljam, vem približno, kako stoji ekipa na lestvici, tako da ja, jim čestitam za to dobro igro. Kakšne so največje razlike med igranjem v Trbovljah in igranjem v Šmartnem, pa čez klub in okolje? Ja, če začnem par okolje, mislim, da je tu v Šmartnem vse dosti bolj sproščeno, ni tukaj natempiran. V Trbovljah se nam je igralcem dosti bolj zdelo, da je nekak pritisk okolice, da je vse bolj natempirano ta rezultat. Tu v Šmartnem je pomembno, kakšna igra, da lepo igramo. Rezultat je v bistvu, pride s to lepo igro in ne občutimo tega pritiska. Kar se tiče pa okolje, ja, definitivno je tudi Trbovlje dosti večje od Šmartnega, tudi zaradi to Šmartnem dosti bolj vse skupaj umirjeno. Kar se tiče pa samih treningov in pa priprav na tekmo, lahko rečem, da je v Šmartnem dosti več posvetimo te priprave na tekmo, tudi naš trener Filip Grdišek se res dobro pripravi na nasprotnika in nam vse informacije o nasprotniku in igralcih pove, tako da smo odlično pripravljeni. Se ne rečem, da tega v Trbovljah ni bilo, ampak mislim, da dosti menj poudarka je bilo na tem, in pa tam v Trbovljah je bilo dosti več poudarka na sami fiziki, pripravljenosti, v tem taktičnem smislu pa dosti manj. Kateri igralec v svetovnem rokometu je vaš vzornik? Imate vzornika? Ja, moj vzornik lahko rečem, da je Uroš Zorman, čeprav ga veliko ljudi ne mara, ampak njegov način igre mi je zelo pri srcu, lepo razigrava soigralce, ta pregled nad igro ima res fenomenalen in zelo veliko tekem Kielc, kjer igra Zorman, spremljam. Tako da, ja, odločil se za Uroša Zormana. Zadevali ste tudi že v slovenskem dresu. Letos poleti ste bili s reprezentanco U21 na svetovnem prvenstvu v Alžiriji. Odlično predtekmovanje, potem pa izpad po podaljšku proti Madžarom v osmini finala. Kaj lahko poveste o tem turnirju? Res je. Na turnir smo prišli praktično brez glavnih 2 nosilcev igre, Blaža Janca in pa Jaka Malusa. Zato pričakovanja so bila le ta, da pokažemo čim boljšo predstavo. Lahko rečem, mislim, da smo to upravičili. V skupinskem delu smo remizirali s Francozi, ki so praktično, ki imajo igralce svetovnega kova, kot je naprimer Dika Mem, ki igra v Barceloni. Ampak kljub temu smo z borbeno igro remizirali. Premagali smo tudi Dance, ki so bili na koncu svetovni podprvaki. Potem pa smo iz osmini finala dobili Madžare, katere smo poznali že odprej. Igrali smo tudi z njimi 2 prijateljski pripravljalne tekme, ampak vedeli smo, da je šlo za težko tekmo. Po rednem delu je bilo izenačeno, na to pa po podaljških nekaj smole in na koncu smo nesrečno izgubili za 1 gol. Ampak mislim, da smo šli iz tega prvenstva lahko z dvignjeno glavo, da smo lepo v bistvu do nekako v pričakovanjih dostojno zastopali slovenski grb in lahko rečem, da je bila to ena lepa izkušnja. Se v prihodnosti vidite v članski reprezentanci Slovenije? Ja, definitivno so to želje vsakega igralca, ampak vem, da bo treba še veliko dela, ampak upam, da enkrat pa res. Tilen Strmjan, hvala lepa za ta pogovor. Hvala vam za povabilo.